V nedeljo je bila 25. obletnica terorističnega napada na pizzerijo Sbarro v Jeruzalemu. Ubitih je bilo 16 ljudi. Še 130 drugih je bilo ranjenih v bombnem napadu. Žena Shmuela Greenbauma, Shoshana, je bila ena od ubitih. Bila je noseča in oba sta umrla v terorističnem napadu. Od takrat je svojo bolečino spremenil v poslanstvo in ustvaril pobudo z imenom Partners in Kindness. Zelo smo veseli, da je danes z nami v studiu. Pozdravljeni in hvala, da ste tukaj. Hvala, da ste me povabili. Torej, 25 let, vem, da se zdi dolgo obdobje, če niste povezani s tem terorističnim napadom. Vem, da se je zgodil mesec dni pred napadi 11. septembra. Najprej, kako ste sploh lahko žalovali, veste, ko se je to zgodilo, in kako ste prišli do točke, ko ste lahko svoje življenje spremenili na bolje? Mislim, da je del tega tudi osebnost. Vedno sem oseba, ki gleda na širšo sliko, vedno razmišljam, kaj lahko naredim, da spodbudim ljudi, in ko se osredotočiš na druge, to pomaga tudi tebi. Zanimivo, torej, ko se je to zgodilo, niste bili tukaj. Bila sta skupaj v Izraelu in vi ste že odšli domov. Domov sem odšel v nedeljo, napad pa se je zgodil v četrtek. Wow, kako je biti tukaj v Izraelu ob tej obletnici? Se vam zdi, kot da se je zgodilo včeraj, ali lahko pogledate nazaj in ugotovite, kako ste se uspeli spremeniti? Mislim, po eni strani je zelo čustveno, to je zelo močna bolečina. Po drugi strani pa je moje poslanstvo tukaj, da spodbujam ljudi. In zelo vznemirljivo je biti tukaj in upam, da lahko pomagam spodbujati ljudi. Da pripeljem ljudi. Torej, povejte nam o pobudi, kako se imenuje in kakšen je način delovanja. Torej, kaj se je zgodilo? 25 let objavljam zgodbe o prijaznosti. Ljudje iz vsega sveta pošiljajo zgodbe o prijaznosti. In imeli smo neverjetne odzive ljudi o tem, kako so te zgodbe, še posebej med drugo intifado, v času Sbarroja, ko je bila po vsej državi strašna travma. In ljudje so bili ganjeni zaradi teh zgodb, bile so navdihujoče in so jim pomagale. Odzivi so bili različni. To je bilo tudi ob 11. septembru. Bilo je neverjetno, zato sem veliko sem raziskoval na to temo, znanstvene raziskave, sem da bi videl, kaj je tisto, kar ljudi navdušuje in kako bi to lahko povečali, kako bi lahko s tem izboljšali svet. Tako sem 25 let pošiljal e-pošto. In bilo je neverjetno močno. Ljudje, zelo zabavno je. Ta teden sem bil v Izraelu, zato nisem bil tako dosleden pri pošiljanju e-pošte, pošiljam jih vsak dan. In ljudje sprašujejo, kje si? Ne, bilo je zanimivo, to je bilo neverjetno. Bil sem v Nagaci, da pridem iz hiše na dan šošaninega jarcajta in res sem se mudil. In to sem počel v zadnjem trenutku in odrezal sem približno en stavek iz zgodbe in dobil sem približno 20 e-poštnih sporočil naslednji dan. Sem bil kot, kaj so vsa ta sporočila, še nikoli nisem videl toliko e-pošte. Ti ljudje so bili panični, ker jim je manjkala zadnja poved v zgodbi. Wow, to samo dokazuje, da se resnično poistovetijo s tem. Torej, povej, kaj o moči vere in kako uporabljamo svoj namen, da smo luč narodom. Uporabljati vero ne le za navdihovanje ljudi, ampak govoriš tudi o znanosti in o tem, kako znanost dokazuje, da ima vera dejanski učinek. Mislim, da je nekaj posebnega pri mojem pristopu to, da je namenjen ljudem vseh ver. Ne samo Judom, ne samo kristjanom, ne samo muslimanom, ampak ljudem vseh ver in tudi tistim, ki nimajo vere. To je moj pristop. Kako torej daš vero tistim, ki je nimajo? Torej, to je kar neverjetno. Torej, v bistvu s tem, da vidim, kater pristop ne izberem, recimo biološki pristop. Biološki pristop, torej telo, deluje s pomočjo hormonov. Pravzaprav je večina odločitev, ki jih sprejemamo v življenju, vodena z našimi čustvi, s hormoni. In eden izmed najbolj zanimivih hormonov je oksitocin. Oksitocin je hormon ljubezni in zbližuje ljudi in povzdiguje dušo. Zdaj, kaj je fascinantno? In v znanstvenih raziskavah, ki sem jih opravil, nisem videl dokončnih dokazov za to. Ampak v bistvu isti hormon, ki ljudi povzdiguje in je povezan z dejanji prijaznosti ter z navdušenjem, ki ga ljudje občutijo. Ko so priča dejanjem prijaznosti, ko slišijo o dejanjih prijaznosti, ko sami izvajajo dejanja prijaznosti, je isti hormon, ki se uporablja pri duhovnih izkušnjah. Evo, to je nalezljivo. Verske izkušnje, ampak duhovne izkušnje za ljudi vseh veroizpovedi. No, lepo je, da si tako pozitivna in Shmuel, nadaljuj z dobrim delom in prinašaj svetlobo v svet. In še enkrat, organizacija se imenuje Partners in Kindness. Kmalu se spet vidimo tukaj. Hvala.